Če sem malo nostalgičen, moram priznati, da se mi pogled na trenutno Fordovo ponudbo zdi kar malo žalosten. Pa ne zato, ker bi danes v ponudbi imeli toliko malo modelov, sploh ne, v bistvu jih imajo precej, pač pa zato, ker iz nje izginjajo legendarna imena, kot so Fiesta, Mondeo, S-Max, kmalu se bo poslovil tudi Focus. Ja, trendi narekujejo, da mora biti v ponudbi čim več križancev in pri Fordu jih nikakor ne manjka. Kmalu bodo na voljo 3 z imeni, ki smo jih včasih videli na športnih kupejih, ampak pri Fordu jaz vedno najprej pomislim na veliko Kugo. 4,65 metra dolg križanec je letos drugi najbolje prodajen Fordov model pri nas. Po prodaji ga v bistvu prekaša samo tovorni Transit Custom, v celem segmentu pa Tiguan, Tucson, Sportage in Qashqai. In to kljub temu, da je v tem segmentu več kot 50 vozil. Ja, v samo 8 mesecih so prodali kar 391 kug, jih bodo pa kmalu še bistveno več. Zakaj? Ker je ta tretja generacija ravno kar doživela prenovo. Ta je prinesla v bistvu drugačna odbijača, pa drugačno masko in drugačne luči. Zdaj Kuga v svet gleda bolj jezno, kar mi je v bistvu zelo všeč, mi pa ni najbolj všeč ta nov svetlobni trak po sredini. Barva pa dobro izgleda, zelena Bursting se ji reče in je brezplačna, no za Kugo je nov tudi paket opreme ActiveX, to so tile na pogled bolj robustni dodatki. Tudi tukaj so novosti, recimo to fino oblazinjenje, ki je del paketa in nov je tudi tale osrednji zaslon. Zdaj veliko večji, 13 palcev meri, poganja ga pa najnovejši vmesnik Sync 4. V bistvu ga lahko pohvalim, ker je pregledan, struktura menijev je fajn, tudi hitro deluje. Malo me moti v bistvu samo to, da vse funkcije klimatske naprave nastavljam tukaj, le fizična stikala včasih so mi bila bolj všeč. In bistveno bolj všeč mi je bilo, da ob zagonu ni bilo treba 5-krat pritisniti na zaslon, da bi izklopil to nadležno piskanje vsakič, ko prekoračim hitrost za 1 km/h. Pomembna novost, ki jo prinaša prenova, oziroma moram prav reči, odnaša, je 2-litrski turbodizelski motor EcoBlue, ki ga zdaj torej ni več in na voljo so samo še bencinski motorji, tale pa je pravzaprav najboljša zamenjava, samopolnilni hibrid. Pri Fordu je vse bolj priljubljen, baje predstavlja že 40% prodaje, po ceni in moči pa je nekje v sredini ponudbe. Osnova je znan 2,5-litrski bencinski 4-valjnik, ki deluje v Atkinsonovem ciklu, ob pomoči 92 kW elektromotorja pa razvije 134 kW sistemske moči, 183 konjičkov, torej medtem ko podatka v navoru Ford sploh ne navaja. Očitno ni pomembno, ker je Kuga z njim dovolj poskočna in tudi CVT menjalnik me ne moti, ker motor ni glasen, predvsem pa takšen 4-kolesnim pogonom zdaj za sabo lahko vleče 2100 kg težko prikolico. Pravijo, da je to največ v segmentu srednje velikih križancev in kar 600 kg več kot prej. Vem, specifičen podatek, ampak koga bo pa vseeno zanimal. Večino pa vem, da bo poraba. Po 1000 prevoženih kilometrih je poraba 6,5 litrov. Tovarna navaja 6,4 litra, torej smo čist zadel. Še bolj zanimiv se mi zdi pa podatek o prevoženih kilometrih zgolj na elektriko. Teh je skoraj 250, torej 1/4, in to kljub temu, da se več ali manj vozim samo po avtocesti. Čeprav ima majhno baterijo, 1,1 kWh je njena kapaciteta in se sama polni med vožnjo, se to kar lepo pozna pri porabi, zato lahko takoj rečem, da je tole super nadomestek dizla. No, če ne marate vožnje na elektriko sploh, potem je pa za vas tale bencinska Kuga. Jep, tudi precej cenejša. In lahko rečem, da je takšna Kuga postala eden boljših nakupov v zadnjem času, ker ponuja res veliko prostora in v bistvu vse sodobne sisteme, ki jih pričakujemo od modernega avta, cena je pa ostala zmerna. Meni se je vedno zdelo, da v Kugi sedim malo previsok, ampak okej, sem se takoj navadil, vožnja se mi zdi v redu, ker z manjšimi platišči podvozje v bistvu zelo lepo blaži, da ni pretresanja in vodljivost je tudi zelo dobra. Vem, da takšni avti niso za hitro vožnjo v ovinkih, zato Kuga niti zdaj ni posebej dinamična, prej zadržana. Motor je praktično enak močan kot sistem pri hibridu, ampak je tole po občutku čist druga zadeva. Tam se res pozna, da mu pomaga elektrika in čeprav ima ta 1,5-litrski turbobencinski 3-valjnik zdravih 186 konjev, je tako po občutku kot v resnici precej počasnejši. Že samo pospešek do 100 je pri hibridu 8,3, pri tem pa samodejnim 8-stopenjskim menjalnikom 9,9 sekunde. Ampak je dovolj, ni občutka, da je podhranjen, samo toliko odzivno ni vse skupaj. Je pa poraba seveda za 1,5 litra večja, tukaj slabih 8.
Motor je tudi precej bolj nemiren, pri spodnjih vrtljajih se kar trese, sploh se to pozna, ko se pomikaš v koloni, če se zraven še izklaplja, pa vedno cukne, ko spelje, zato dostikrat enostavno izklopen tukaj le sistem stop-start, da je vožnja bolj udobna. Je pa Anže spregledal še eno malenkost in sicer, da se da opozorilnik za hitrost tukaj enostavno izklopiti, če držiš tale gumb, tako da gre čisto enostavno, ni treba iskati tele funkcije tukaj v menijih. Okay, tukaj se pozna tudi, da je ta kuga začetka ponudbe, zato ne izgleda tako fancy, je pa še vedno lepo uporabna. Meni se zelo dopade zadnja klop, ker se res izdatno vzdolžno pomika, pa zelo kul so tudi te zaščite vrat. Ja, se bom zaprl, tako da ne bodo takoj upraskana. V glavnem, kuga, moram reči, da za svoje cene v današnjem času ponuja zelo veliko.